Gremo naprej. Tomaž zaposluje prvo osebo in ne ve, kako napisati pogodbo o zaposlitvi. Lotil se je s pomočjo vzorcev iz spleta, vendar ni prepričan, da je to dovolj dobro. Je. Ok. Ok, ta smeh ne vem, kako naj razumem. Ja. Please argument. Ja, mislim, v cajti, ko si pri ta prvem zaposlenem, se boriš z veliko težjim vprašanjem, kot to, kako boš pogodbo sestavil. Zato, ker se ful boriš s tem, a boš ga lahko plačal, a mu boš lahko zaupal, a mu boš znal predajati znanje, itd. Največja verjetnost je, da če boš videl, da si ga fejlil, pa ga boš mogel dati stran, staj mi, kadar moramo odpuščati, se ne zanašaš ful veliko na pogodbo, ampak se zanašaš na pogovor, na pravilen feedback, pa na to, da vsi razumemo, da nismo za skupaj. Sam zaradi tega sem rekel, da ja, ker manj cajta, kakor lahko porabiš za take stvari, no. Na začetku boljše, absolutno bo pa prišel cajt v firm, kakor boš pa videl, da so vse pogodbe, ko si jih podpisal, napačne. In da so v neki meri škodljive in jih bo šel opet za nazaj popravljati. Sam, kaj pa, če je to v fazi, ko se ustvarja intelektualna lastnina tvojega podjetja, mislim, a se ti ne zdi vsaj worth taking a look, no? Ja, absolutno, taking a look, ja. Sam ne preveč cajta porabim. Fora je v tem, da jaz nikoli nisem bil dosti pameten, da bi ful dobro pogodbe naredil. Pa sem jih vse in delal. Sej, tukaj je moje vprašanje, ni bolj smiselno, ker moj odziv na tole konkretno vprašanje je bilo, prosim, ne piši pogodbe sam. Tamle imaš agencijo, ki daš 100 evrov na mesec, pa ti vse pogodbe pregleda, pa preveri, pa spiše ti vzorec, ti sam poveš, kaj noter paše, pa bi investiraj raje v to. Ker je tvoj čas več vreden, pa to, kar boš zajebil ti noter, tisto, kar ne veš, te bo toliko stalo v nadaljevanju, da je veliko boljše dati denar za tisto. Poišči strokovnjaka tam, kjer ga lahko. Rok, tukaj imam jaz, pač to je nekako osebna izkušnja, ne? Pa kar pri vsaki stvari v življenju je tukaj več denarja, običajno več muske, ni pa nujno, ne? In prej je Maja lepo opomnila, ključna stvar, ki jo boš zajebal pri pogodbi, je intelektualna lastnina. To je tipično pri softverski zgodbi, gradiš nekaj, imaš težavo, imaš resno težavo in potem ti en dober ekspert, en dober odvetnik reče, ti se nisi zmenil s svojimi zaposlenimi, da v bistvu je to v popolnosti intelektualna lastnina firme, ne? In si nazaj za risalno desko v resnici, ne? Tako da tukaj je stvar dejansko financ. Jaz bi po dosedanjih izkušnjah vedno vložil maksimalno denarja, kar sem se ga za nekaj trenutkov odločil, da bom dal enemu dobremu odvetniku, da mi bo eno dobro pogodbo o zaposlitvi napisal, ki jo bom potem pač recikliral naprej, ne? Ja, zdaj to je tudi odvisno od panoge do panoge, ne? Ja, drži, ja. Čak pa zdaj, daj ti povej, ti si odvetnika, ne? Ne čisto odvetnik, ampak ja, v principu je tako, da karkoli ti zaposleni v času tvoje zaposlitve naredijo, je IP od firme. Tako da to je fajn vedeti, recimo naslednjič, ko se boste lotevali sodelovanja z SP in tako naprej. Ok, kle je razlog, zakaj sem zbral ta case, je zato, ker Roka si audio izgubil. Ja, mislim, da je, ja. Ne slišimo. Halo? Ja, v redu si. Ja, zdaj v redu, ne? Ok. Sorry, nekaj sem na 4G omrežju, pa očitno je zdaj le malo zašel. Body language nismo uspeli prebrati, no. Ja, no mislim, jaz sem zbral ta case kadrovski, zato ker se mi zdi izrazito tako področje, kjer je vredno investirati raje malo več denarja, kot pa več svojega časa, ker dolgoročno sam ne boš mogel handlati teh stvari. To je recimo točka, kjer bi jaz izrazito podjetnika rekel, ne tega sam delaš, daj plači enemu. Okay? Za mene. Vsak ima lahko svoje mnenje, vsak ima svojo izkušnjo. Sam se mi zdi taka stvar, da je dražji popravljati za nazaj, kot pa to, ker gre za izrazito specifično področje, ki ga sam ne moreš naštudirati dovolj dobro. Okay? Trdim, da mora biti mentor tudi daj kretničar, ki na podlagi svojih lastnih napak preusmeri nekam drugam. Seveda ima vsak svoje mnenje, kje so tista področja, kjer je to smiselno.
Hvala.